Čeprav tako imenovani turistični vavčerji še niso niti zaživeli, so se nekateri podjetni ponudniki termalnih storitev nanje že poslovno prilagodili. Dajmo si pogledati, kako. 10 nočitev s polpenzionom 1140 evrov, če plačate z gotovino. Potem pa izrecno, ukolikor bi želeli koristiti bone, nova cena. 10 nočitev z zajtrkom 1650 evrov. Dobra novica je, da imaš ob obisku term gotovinski popust. Slaba pa, da boš z vavčerji na koncu plačal 500 evrov več. V tem primeru se bolj splača plačati študentskimi boni, s katerimi boš baje odštel samo 200 evrov več, zraven pa dobil še liter najcenejšega vina. Dajmo pogledati, kako svojo postkoronsko ponudbo komentirajo v termah. Zdaj pa ne vem, to je vaša ponudba ali to ni vaša? Ne, to smo se še samo dogovarjali, ampak ni pa to ponudba, Ni zdaj to neka konkretna ponudba, ampak pač neka... ponudba, ki smo pač predebatirali, če bomo ali ne, ampak ni še nič to. Ampak so pa to vaše storitve navedene drugače, ne? To je... Ja, pač naše storitve, ampak pač to je samo bilo še v pogovoru, ni še pa to uradna ponudba. Čisto informativno torej, ne? Informativno. Ja, tak, to smo se samo pogovarjali, to ni še nič rečeno, da bo tak. No, odsurili vas bomo v vsakem primeru, ampak to zaenkrat še ni nič rečeno, da bo tak. Ponudba je čisto informativna. So pač objavili na naši strani, ampak čisto informativno, ok? Se zgodi pač. Se veste, kako je, ko čistilka na mizi slučajno najde informativni dopis, odpre računalnik, zažene brackets, vnese HTML kodo in objav na spletu. Pač se zgodi. Lahko bi ugotovili, da se predstavnica term spreneveda, toda to bi bilo rahlo nesramno. Dajmo samo reči, da uporablja enako taktiko kot bivši direktor term Olimja in človek, ki stoji za vavčerji. Medtem ko nekateri že razmišljajo, kje bodo unovčili turistične vavčerje, drugi pa njihovo vrednost preračunavajo v kune, je Pomurce razburil nov promocijski video slovenske turistične organizacije, ki spodbuja preživljanje počitnic doma. Pri tem pa niti za sekundo ne prikaže Pomurja. Poglejmo si del vseslovenskega promocijskega spota. Ko skrb za to, kar misliš, da poznaš, šteje več. Zdaj je čas, da te spoznam do zadnjega kotička. Moja Slovenija. Slovenska turistična organizacija je v videu naredila dve napaki. Spustila je Pomurje, vključila pa medvede. Noben si ne želi dopustovati tam, kjer te lahko napadajo medvedi. Dejte no. To je podobno, kot če bi se Avstralija promovirala sliko krokodila, ki požira ljudi. Ker je država v svojem spotu pozabila na celotno severovzhodno regijo, imajo Pomurci že pripravljen svoj plan za reševanje turizma. Tukaj se mora Pomurje zdaj še prav posebej povezati, stopiti skupaj in nastopiti kot enotna regija pri promociji turizma in nagovoriti ostale Slovence. Ja, Pomurje bo moralo narediti svoj promocijski video in privabiti Slovence. Ko bi le poznali kakšnega Pomurca z izkušnjami iz videoprodukcije. Naš korespondent je Nej Celec, ki se je potrudil po najboljših močeh in naredil promocijski video, ki po njegovih besedah promovira Pomurje, Pomurje in samo Pomurje. Poglejmo. To je naše Pomurje, dežela dobre hrane, termalne vode in najpomembneje, brez medvedov. Ti vas lahko presenetijo drugod po Sloveniji. Pri nas vas bo presenetila samo izvrstna kulinarika in prijazni ljudje. Tukaj ste lahko brez skrbi, tako na kopnem kot v vodi. Veste, kje v vodi niste brez skrbi? Na morju, ker tam so morski psi, veliki, nevarni, z ostrimi zobmi. Pri nas v termalni vodi jih ni. V naših bazenih se vas lahko dotaknejo samo mehurčki in roka prijaznih ljudi. Pomurje, spoznajte ga do zadnjega kotička, brez medvedov. Hvala Jernej za ta prispevek in za obrazložitev, zakaj sem 400 evrov v minusu. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.